Pokrovitelj gurmanskih užitkov. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes vam na Radiu Gorenc predstavljamo eno prav posebno revijo z zelo enostavnim imenom. Reče se ji namreč revija Vino, revija za ljubitelje vina, kulinarike in drugih užitkov. In z mano je glavna urednica oziroma odgovorna urednica te revije, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam, to je gospa Nina Levičnik. Nina, dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Zdaj bova pa tako naredila. Jaz priznam, da naprimer vaše revije nisem poznal, čeprav je seveda je precej specializirana in bi zaradi tega najprej tudi za vse poslušalce, ki predvidevam, da je ne poznajo, bi midva naredila eno tako uvodno predstavitev, kdaj se ta revija sploh pojavlja na našem tržišču, kako to, da ste se odločili, da greste v tako specializirano publikacijo. Ja, revija Vino je, kot ste rekel, revija za v prvi vrsti ljubitelje vina, seveda, ker se ob vino vedno veže kulinarika, se pravi nekaj za pojest, tudi za kulinarike in potem še vseh drugih užitkov, ki temu sledijo. Revija Vino izhaja letos že 8. leto. Vse skupaj se je začelo na kmečkem glasu, potem pa počasi prešlo v zasebne roke. Tako ta trenutek pripravljamo že oziroma zaključujemo 27. številko. Kakor sem videl, ni to zgolj revija za ljubitelje vina, ampak ste, se mi zdi, zastavili to zadevo tako nekako, pa mi tole oddajo na radio. Se pravi, bolj revija za uživanje. A se motim ali ne? Ne, drži, da je to v prvi vrsti pač za uživanje, ker če bi bila samo strogo v vinu, bi bila mogoče preveč strokovna. Ker tukaj vidim, da vi se ukvarjate tudi s kulinarično ponudbo, celo s turizmom. Ja, v bistvu, ker ideja, čisto tista osnovna ideja je, da bi s to revijo prispevali k dvigu kulture vina. Zdaj se pa pojavlja vprašanje, kaj kultura vina sploh je. To ni samo tisto, kar imamo v kozarcu, ampak je zadeva precej širša, ker se razprostira v bistvu od vinogradnikov preko vinarjev pa do samih potrošnikov. To se pravi, mi bi s to revijo želeli, da bi pač prispevali en droben kamenček, da bi se ta kultura dvigala in bila pač na višjem nivoju. Zato zajamemo absolutno vse, kar zajemajo te tri skupine. Se pravi, vinogradniki, vinarji in potrošniki. A to pomeni, da ste ljudje, ki delate to revijo, predvsem entuzijasti? Ja, in to veliki, od lastnikov do vključno mene in pa vseh, ki pri tem sodelujejo. Veste, kaj mi je zanimivo? Imel sem tudi že pogovor na tem radiju z vinsko šolo, ki jo najbrž poznate, Belvin. In zdaj imam pogovor z vami in oboji približno obstajate slabih 10 let, ne? Ja. In glede na to, da je Slovenija vinorodna pokrajina, se mi zdi zanimivo, kako da to tega predtem še ni bilo. A smo dejansko, torej Slovenci zgolj, neki potrošniki cenenega vina, da ne rečem pijanci, ker se šele zdaj recimo profilirajo take vinske šole ali pa taka revija, kot je vaša. Se pravim, zdaj smo pa spet nazaj pri kulturi vina, Kultura vina pač od nekdaj obstajala, vprašanje je bilo samo na kakšnem nivoju je bila. Ta trenutek smo pač tam, da bi želeli, da se to dvigne, da imamo v tej naši kulturi več plusov kot minusov, kar je bila pač stvar v preteklosti. Tako da ja, vsi skupaj, tudi vinske šole se pač trudimo, da bi znali bolj uživati vino in ne zgolj, konzumirati. In kakšna je trenutno vaša izkušnja? Imate dober odziv? Ja, odziv je absolutno dober. Znotraj tega kroga ljudi, oziroma mi imamo pretežno naročnike, se pravzaprav vsi komi čakajo, da izide naslednja številka. Se pa ta krog še povečuje, zdaj s tem letom bomo probali ta krog še malo razširiti, se orientirati na neke druge ciljne skupine, tako da ja, počas bo res več plusov kot pa minusov. A je skrivnost, kakšno imate naklado? Ne, ni skrivnost. Naklada je nekih dobrih 3000, medtem ko naj bi bila pa sama branost revije nekih 10 000.
Sprašujem vas zaradi tega, ker sem opazil, da je vaš način distribucije nenavaden. Vi namreč vaše revije ne prodajate recimo tako po trafikah, ampak imate prav izbrana prodajna mesta. Ta način je res malo drugačen od ostalih, ker v bistvu temelji na naročnikih, ne. Tisti, ki imajo pač revijo naročeno celo leto in pač potem vsako leto podaljšajo naročnino. Poleg tega seveda je pa revijo možno tudi kupiti, vendar glede na naklado in glede na to, da je pač ta revija mogoče malo bolj ekskluzivna, smo pa izbrali določene lokacije, za katere recimo predvidevamo, da se pač, na katerih ne bi pač recimo krožili ali pa se nahajajo tiste ciljne skupine, s katerimi je pač ta revija namenjena. Ne. Kako pa za vnaprej upate? A mislite, da boste recimo s tako specializirano revijo, ste optimisti, imate občutek, da boste dvignili nek splošni nivo uporabe vina pa kulture pitja vina? Ja, absolutno, če ne, verjetno tega ne bi počeli. Ne. Kot sem pa rekla, bomo pa letos počasi začeli tudi pristopati mogoče še malo drugačnim ciljnim skupinam oziroma malo drugim, kot jih imamo zdaj. Zdaj so pač v prvi vrsti res tisti ljubitelji, potem so gostinci, vinarji. Tako da upamo in si želimo in delamo na tem, da bi se naklada v prihodnjih letih še malo dvignila. Ne. Nikakor pa nikoli pa ni bila in ne bo ideja, da bi to postala neka masovna zadeva. Vi, ki ste, bom rekel, skoraj da društvo, če se ne motim, ne? Teh ljudi, ki ljubite vino, ljubite kulinariko, se pravi vrhunsko, seveda oboje, ne? Pa ravno tako obiskujete tuje dežele, tiste, ki so izrazite po recimo določenem vinu, predvidevam, ali tudi po določeni hrani, tako da imam jaz napačno predstavo, ali ste dejansko eno tako interesno združenje, ne? Ne, revija je pač revija, ne gre za nikakršno združenje, čeprav je pa res, ne, da se bodisi pri nas, ne, na različnih dogodkih vezanih na vino srečujemo vedno, bom rekel, isti ljudje ali pa isti krog ljudi, pa tudi v tujino po raznih deželah večkrat potujemo skupaj tisti, ki imamo pač podobne želje pa interese. Gospa Nina, jaz vam želim veliko uspehov še z vašo revijo. Preživeli ste kar nekaj časa in upam, da ga boste še krepko dali. Ob tem vam pa seveda upam, da vam bo uspela tudi ta izobraževalna plat, ki ste si jo naložili. Ja, prav lepo hvala za povabilo in seveda za lepe želje, pa še lep dan naprej. Lep pozdrav. Pokrovitelj gurmanskih užitkov